Ja, takole bomo rekli, veliko sejmov po Sloveniji spravimo skupaj in predvsem sem žalosten zaradi tega, ker promoviramo in predstavljamo in reklamiramo samo tisto nekaj, kar je tuje. No ja, ne gre drugače. To je pač ekonomska globalna nuja našega sejmarjenja. In prav zaradi tega začenjam s permakulturo, ki so jo predstavili ljudje, ki se ukvarjajo z biodinamičnim kmetovanjem tu pri nas v tej naši Sloveniji. Zdi se mi predvsem pomembno, da se ozremo nazaj in povprašamo sami sebe, kaj je tisto, kar bi radi predstavili. In verjemite mi, da bo moderno, da bo zdravo, da bo strokovno, da bo sonaravno in tako naprej. In da bo predvsem v luči tistega, kar smo mi. In mi se moramo predstavljati na takih sejmih, ne pa da predstavljamo druge in ubiramo dinarje oziroma evre, s katerimi potem tako in tako nič ne počnemo. Saj nam jih poberejo dacarji ali pa, no ja, saj to je druga zgodba. Zraven tega bi lahko rekel, da je tudi tisto, kar lahko predstavimo in tu na sejmu v Gornji Radgoni, kamor smo se odpravili takrat jeseni, so bile tudi naše domače živali in te domače živali so mi še posebej pri srcu takrat, kadar govorimo recimo o krško-poljskem prašiču, kadar govorimo o naši belokranjski pramenki ali pa pri cvičku, kadar govorimo o cvičku, o našem lepotcu, ki ga pozna v svet in ga takega ni mu enakega med enakimi na tem našem planetu. Potem so tu tudi naše šole, ki se predstavljajo in ki predstavljajo svoj izobraževalni potencial, s katerim bomo jutri zaorali njivo. In ko poskušamo iskati vse tisto, kar je skrito v nedrjih teh naših šol in ko poskušamo spoznati vsebine, možnosti za izobraževanje naših otrok, takrat je prav, da se ti pojavijo tudi na sejmih, kamor prihaja veliko ljudi. Pa ne gre samo za to. Gre preprosto za to, da je v letošnjem letu jubilejno leto tega sejma. In prav zaradi tega smo ministra povprašali, kako on razmišlja o tem sejmu, kako on vidi sejem kot pomočnika njegovemu kmetijstvu. Agra, ki praznuje 50. obletnico, je zelo pomembna prireditev. Pomembna tudi zaradi tega, ker se odvija v osrčju slovenske kmetijske proizvodnje in združuje tako pridelovalce na primarnem sektorju, tiste, ki jih oskrbijo s stroji, živilsko-predelovalno industrijo in tudi sicer druge sfere gospodarstva, kakor tudi pomembno stičišče znanja, stroke in predvsem prostor za dobro združenje. Zato mislim, da je to eden zelo pomembnih sejmov v Sloveniji in jim iskreno čestitam za uspešno 50-letno delo. Poglejte, minister, na nek način je prav, da bi se tu promoviralo in predstavilo tudi ministrstvo. Res, da je včasih na sejmu težko to postoriti, saj je prikaz, materialni prikaz nekega dogajanja tisti, ki pokaže, pa vendarno znotraj samih pridelkov, znotraj tistega, kar predstavljate, boste predstavili tudi vas, ministrstvo. Tako je in tudi na prireditvenem prostoru, ki ga imamo na ministrstvu, bomo izkoristili to priložnost za predstavitev celo vrsta področnih strategij, s katerimi želimo pokazati jasne cilje v razvoju slovenskega kmetijstva. In zagotovo je to tudi priložnost za izmenjavo številnih strokovnih mnenj in to Agra uspešno počenja že vrsto let. Poglejte, minister, govorimo o tem, da je potreben denar za določene projekte, govorimo o strategijah, govorimo o določeni politiki, pa velikokrat ne razumemo v tistem materialnem smislu, kaj mislite, predvsem mi preprosti ljudje, o čem takrat gre, ko rečete, povedali, prikazali bomo. Gre za celo vrsto ukrepov. Na eni strani je pri pametnem gospodarjenju potrebno najprej skrbeti za določene krme, tudi za zaloge krm, tudi za takšna leta. To so naravni pojavi, ki so se pojavljali in se tudi bodo pojavljali. Od tu naprej pa pride prostor tudi za aktivno politiko, za področje namakanja. In v tem delu bomo poskušali tudi v letošnjem letu to elementarno nesrečo izkoristiti za to, da se resnično zavemo, kaj to je, kakšnega pomena so namakalni sistemi in tudi za obnovo Vogrščka v praksi dokazali, da znamo operativno narediti. Septembra pa izide tudi nov razpis, v katerem bo možnost za nove investicije v namakalne sisteme. Gospod minister, poglejte, sam se spomnim tistih kmetij, ki so
oskrbele to našo državo praktično takrat v vojni ali kakor že hočete v tistih časih 90-ih let z vsem, kar je bilo potrebno. Takrat so delale majhne in velike kmetije, danes majhne praktično delajo vse manj. Tu znotraj je vprašanje samooskrbe in pa, da ljudje predvsem nimajo denarja za slabo hrano. Tista doma pridelana je veliko cenejša, tudi v luči gospodarjenja z energijo, kakor že hočete. In kako lahko razmišljamo o samooskrbi? Samooskrba v Sloveniji je na slabih 70%, med 65 in 70%, na področju zelenjadarstva je ta najnižji procent in samooskrbi, lokalno pridelani hrani, verigi in kratkim verigam, to so tista področja, katerim je namenjeno in izpostavljeno tako na tem sejmu, kako tudi v bodoči kmetijski politiki. To so naši poudarki in to so tudi skupni poudarki vseh, ki snujemo kmetijsko politiko tako v Sloveniji, kako tudi v Evropi. Poglejte, zdi se mi, da se Evropa veliko bolj zaveda tega samooskrbnega momenta znotraj same prehranske verige, kot pa mi, naša mala Slovenija, bom temu rekel. Torej, kako vidite vi to? Ključni izzivi so povezani ravno s tem, da se mora vsaka država zase zavedati pomena samooskrbe, pomeni, da je lokalna samooskrba že v posamezni državi nacionalni strateški cilj. Poudarja se vedno bolj kratke verige, to pomeni, da se lokalno pridelana hrana tudi blizu tam, kjer je pridelana, trži. Na ta način se sledi tudi okoljske cilje. Veliko se daje tudi na nove poslovne povezave, na višje blagovne znamke. En od velikih področij pa je tudi področje klimatskih sprememb in temu primerno tako aktivni ukrepi na področju namakalnih sistemov, protitočnih mrež in podobni aktivni ukrepi. Na novo pa se odpira tudi področje, kako se odzvati na vedno večja nesorazmerje na trgu in v tem delu se nas čaka še precej izzivov in tudi kar nekaj negotovosti tudi med različnimi stališči v Evropi. Majhne kmetije, srednje, velike, včasih evropsko primerljivo kmetijstvo. Kako se bo znotraj tega znašel naš kmet? Slovenski kmet bo bil deležen približno podobne podpore, kot da se daj po velikosti, po obsegu sredstev. Na nas pa je, da si z jasnimi strateškimi cilji, ki jih imamo zapisane v teh področnih strategijah, ki izhajajo iz nacionalne strategije razvoja kmetijstva, to tudi odjanjimo v ukrepe. Temu bo namenjen tudi podeželski parlament sredi oktobra letošnje leto, kjer bomo zdefinirali, kako strateške izzive v strategijah preliti v ukrepe skupne kmetijske politike za obdobje 2014-2020. Ja, generalno vprašanje je pravzaprav strateško. Kaj se bo zgodilo? Kaj bo tu znotraj pomenil denar? Kaj bo tu znotraj pomenila produkcija in vse več pridelanega blaga, ki ga nima kdo več kupiti? Kaj bo tu znotraj pomenila zdrava hrana? Kaj bo tu znotraj pomenil socialni razvoj tega našega podeželja? Mnogi so na to pozabili in to kar dolgo vrsto let, tam od leta 1990, ko so govorili o slovensko primerljivem evropskem kmetijstvu. Ne bo šlo in ne bo se zgodilo, ker je praktično zgodba obrnjena že v tem trenutku drugam. Pa vendarno lahko rečemo, da kljub temu te naše pomočnike na tem sejmu, te male strojčke ali velike traktorje bomo potrebovali. In pravzaprav gre samo za to, da ne moremo staviti samo na velikega kmeta, ampak tudi na majhnega. Predvsem takrat, kadar hočemo resnično butično pridelavo nečesa, čemu rečemo hrana, kadar iščemo pridelke, ki so domači, kjer je potrebno veliko več dela, znanja, potrpežljivosti in tako naprej in ne gre samo za hiperprodukcijo nečesa. Takrat pride v ospredje tudi mali kmet. No in prav zaradi tega je Kmetijsko-gozdarska zbornica s svojimi zavodi tudi predstavljala vse tisto, kar je slovensko kmetstvo. In direktorja smo povprašali, kaj je tisto, kar vidi na sejmu. Na tem sejmu se zgodi zelo veliko dogodkov, tako v smislu predstavitve aktivnosti za naprej, nekih rezultatov za nazaj, če govorimo o tem agropolitičnem delu, če pa govorimo seveda o samem sejemskem dogajanju, ki je zanimiv tako za obiskovalce kot za razstavljavce, pa je sejem dejansko pripravil ponudbo, ki pravzaprav zadovolji vsakega. Tudi v razgovorih na današnji otvoritvi je bilo večkrat izraženo, da je dejansko sejem en tako stičišče
ko se skupaj dobi politika, kmetje, razstavljavci oziroma proizvajalci doma in iz tujine, tudi več kot 1760 razstavljavcev je zgovoren podatek. Sejem je največji sejem v tej regiji, on dejansko dobiva svoje mesto v tej regiji, kar pa je za nas kot Kmetijsko-gozdarsko zbornico izrednega pomena pa je, da pravzaprav tudi na tem sejmu nekako od svojih članov slišimo, kaj se pričakuje, slišimo tudi določene predloge, tudi pripombe in seveda predstavimo tisto, kar pravzaprav je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v letu 2012 pa tudi v letu 2011 na področju kmetijstva, razvoja podeželja naredila. Letošnji sejem je pravzaprav poseben tudi zaradi tega, ne samo ker je on Abraham, ampak tudi zato, ker je letošnje leto kar nekaj jubilejev. En od takih za slovensko kmetijstvo zelo pomembnih jubilejev je 50 let Evropske skupne kmetijske politike. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pravzaprav za ta, ali pa v okviru tega jubileja tudi pridobila en projekt Evropske komisije in pravzaprav nekako tudi preko tega našim kmetom, pa tudi potrošnikom, ne smemo pozabiti na potrošnike, dejansko predstavlja vlogo kmetijstva za razvoj posamezne države in pa seveda pomen v današnjem času, pomen povečanja samooskrbe, kako politika gleda na to in na eni strani in pa na drugi strani, na kakšen način lahko država, pa tudi proizvajalci, kmetje, živilsko-predelovalna industrija dosegajo tiste cilje, ki jih je dejansko skupna kmetijska politika pred 50 leti zapisala. Ti pa so predvsem konkurenčnost kmetijstva, zadovoljiv standard življenja na podeželju, ekonomska varnost kmetov in pa poceni hrana za potrošnika. Ko praktično skoraj da po mesecu dni se oziramo nazaj na ta sejem, še več, bi lahko rekel samo to, da je na tak sejem potrebno oditi. In prav zaradi tega smo ga tudi uvrstili v našo oddajo z željo, da bi rekli, vse to, kar se dogaja znotraj samega kmetijstva ali zunaj kmetijstva na nek način pomaga. In spomnim se, angleški kmet je bil 4/5 z doma in prodajal svoje kmetijske pridelke. Samo 1/5 je bil doma na polju. To je sicer bogokletno, kar sem rekel, pa vendarno drugače ne gre. Ne da se gospodariti v tem globalnem svetu. Ko bomo gospodarili na naših njivah zase, no takrat pa bosta delala srce in duša, pravijo nekateri. No in o tem bomo govorili tudi v naslednjem prispevku. Ovčarstvo je pri nas predvsem poznano v belokranjskem področju. Predvsem belokranjska pramenka je nekaj, na kar jaz zagotovo stavim. Saj gre za nekaj, kar je izvirno slovensko in v tem smislu pomembno takrat, ko govorimo o zgodbah, ki jih piše življenje. In prav o tem govori tudi projekt, kako na kakšen način ohraniti to ovco, še več, kako meliorirati kmetijska zemljišča in predvsem tista, ki niso za drugo rabo, nameniti paši teh ovac. No, in o tem govori prav novomeški projekt. Ja, takrat, ko razmišljamo o naši beli krajini, ne moremo drugače, kot da razmišljamo o belokranjski pramenki. Pa še posebej lahko razmišljamo tudi o tem, da v tiste skale, v tiste stelnike, v tisto grmovje pravzaprav ne more kdo drugi kot ravno ovce in še prav dobro meso dajo, dobro pečenko. Zvedeli smo, da tudi še kaj drugega, kakšna pečenka se kje najde pripravljena na drugačen način, pa vendar v projektu so poiskali mnogo tega. Eden izmed projektov, s katerim je uspel na prijavi vsi LIDER, Kmetijsko-gozdarski zavod iz Novega mesta, je tudi projekt z naslovom Ovce lepo urejajo krajino. Torej, vodilo pri temu projektu, pri prijavi je bilo dejstvo, da se na našem območju vse več površin, kmetijskih površin, zarašča. Predvsem so to tiste površine, ki so manj primerne za druge kmetijske panoge, kot je neka reja ovac, oziroma so manj primerne ali neprimerne za strojno obdelavo. Z projektom smo torej želeli nekako neposredno rešiti problem, o katerem vsi tako na glas govorimo, to je trajnostno upravljanje z okoljem, z prostorom. In trajnost pomeni tudi kmetijska raba kmetijskih zemljišč. Ko smo v okviru strokovnih služb pripravljali tale projekt, smo najprej pomislili na ovce,
Zakaj na ovce? Ker so to živali, ki so relativno nezahtevne za rejo in zaradi svojih lastnosti, pasemskih lastnostih, lahko pomembno prispevajo pri urejanju, če tako rečem, oziroma pri kmetijski rabi manj kvalitetnih kmetijskih zemljišč, se pravi trajnega travinja. Naš projekt je namenjen tako kmetijskim gospodarstvom kot potrošnikom. Namreč, če želimo na eni strani vključiti v projekt pridelovalce, promovirati rejo ovc, namreč mi imamo na podeželju k sreči veliko zavest o tem, da ne želimo, da se naša lastna kmetijska zemljišča zaraščajo. Ta zavednost na našem podeželju med lastniki kmetijskih zemljišč zelo prevladuje, hkrati pa so običajno taka veliko zemljišč tudi neprimerna, da jih večje kmetije jemljejo v najem. Torej, kako rešiti zdaj ta problem? Promovirati kmetijsko rabo kmetijskih zemljišč, no in ravno s tem projektom želimo to nekako promovirati in doseči. Drugi problem ali pa dejstvo, ki ga tudi srečujemo na podeželju, je, da imajo številna kmetijska gospodarstva, ki imajo kmetijska zemljišča, tudi prazna gospodarska poslopja in neizkoriščena. In z strokovnega vidika je preureditev teh poslopij v rejo ovac relativno tehnološko nezahtevno in tudi poceni. Torej, naš projekt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, pa tudi promociji porabe ovčjega mesa. Mi smo izvedli kar nekaj aktivnosti promocije porabe celotnega trupa živali. Namreč vse preveč ali pa pogosto razmišljamo, ali pa je na našem območju v veljavi poraba izključno jagenjčka na žaro. Mi pa smo v projektu številne aktivnosti namenili tudi promociji porabe celotnega trupa in predstavitvi porabe ovčjega mesa kot posebnega kulinaričnega doživetja. Torej, projekt Ovce lepo urejajo krajino je del načrta izvedbenih projektov za leto 2011, ter je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za program razvoja podeželja 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Če kdo kaj ve o dobrem, pravem pašništvu, kot se reče, je to gospod Vidrih. No in poslušajmo ga, kaj on lahko pove o paši. Pašništvo je v kmetijstvu pomembno zaradi ohranjanja in izboljševanja rodovitnosti zemlje. Predvsem s pomočjo živali, prežvekovalcev, lahko izboljšamo to pridelovalno zmogljivost zemljišč in šele ko bomo izboljšali rodovitnost zemljišč, bomo lahko pridelali več hrane. Zame je nesprejemljivo, kar zdaj zelo kampanjsko govorijo, več hrane. Če hočemo več hrane, moramo iz zemlje več vzeti, v zemlji imamo pa čedalje manj. Gospod Vidrih, kako, na kakšen način razumeti to ovčarsko pašništvo pri nas, da bo zanimivo, da bo strokovno, da bo kvalitetno, da se bo z njim dogodil pravzaprav razcvet v pomenu razvoja ovčarstva? Morda bom odgovoril malo na šaljiv način. Naši kmetje, so že precej v letih skupaj z mano. In nekako velja pravilo, da starejško je človek na manjšo žival naj gre, potem od 80. leta naprej že na čebele. In zato za to populacijo ljudi, ki je zdaj v kmetijstvu, ovce so ravno prav velika žival, krave so prevelike. Kar veliko načinov paše poznamo. Paša povprek, paša v planinah, obročna paša, pašno-košni sistem, veliko je vsega tega, gospod Vidrih. Kako bi to drobnico opredelila, na kakšen način bi razmišljala pri paši drobnice? Če imate v mislih bolj samo za drobnico, rejo drobnice, je to en zelo nekako težek problem. Za rejo drobnice ovc, koz potrebujemo veliko več znanja kot za rejo govedi.
To je tista težava, ki spremlja nas že ves čas. Vse drugo pa, kater sistem paše v kakšnih razmerah, kakšni so cilji, to je mogoče izbrati iz paleta vsega tega, kar ste našteli. Rešitve imamo, edin prepočas to prenašamo v prakso. Rekel ste, da je zelo veliko težav pri reji drobnice. Sami razmišljamo drugače, nam lahko to poveste? Najprej je drobnica ovca zelo občutljiva žival. Je na začetku prehranske verige zveri. Vsi bi jo želeli pojesti, od volka, medveda do ljudi, in dejansko ovca nima nobenega obrambnega mehanizma, da bi se branila. Ni hitra, ni rogata, ni divja. Največkrat se brani ovca s tem, da reagira drugače, kot mi pričakujemo. In zato ji dostikrat rečejo ovca neumna. In to je težava, razumeti pa rešitve poznati. Pri tej reji ovce je veliko težje kot pri večjih prežvekovalcih, govedi ali pa pri konjih. Razmišljamo o paši v skromnih razmerah, skoraj bi lahko rekli v grmovju, v stelnikih. Kako? Najprej je treba razumeti, da ovce potrebujejo veliko boljš krmov, veliko bolj koncentrirano, zato te predloge, ki jih tudi z vaših ust je bilo slišati, pa gre v grmovje, pa gre v slabo pašo, to za ovce ni. Ovca ima relativno manjši prebavila kot govedo in tudi prirejo da ovca večja, kot pa jo da govedo, ampak potrebuje boljš pašo. Zato za neko siromašno zemljo, za slabo rušo, ovca ni primerna. Morda ovca preživi v tem območju, zato ker izbere sam boljše rastline, slabe pa ostanejo. Tako da ovca je lahko zelo dobičkonosna reja prežvekovalcev, če je kombinirana z rejo govedi, ki poskrbi tudi za slabo krmo na pašniku. No ja, pa vendar v naših razmerah v Beli krajini je ovca tudi meliorator. Pa reciva še, kako je z njo v smislu pridelave? Z ovco bi lahko več zaslužili, kot pa z rejo govedi. Samo morali se naučiti povedati, kaj je v ovci, ki se je pasla, v mesu, v mleku, v siru teh živali, boljš od tistih, ki jih dobimo iz Albanije, iz Makedonije. Znati povedati celo, kaj je boljš od tistih, ki jih v hlevu redijo s koncentrati, tega ljudje zaenkrat še ne znajo. Pa, kot sem že v začetku povedal, je siromašna zemlja, je stelnik, kot jih poznam, zelo slaba krma za ovco. Najprej bi bilo treba izboljšati rodovitnost zemlje. Za zdaj se svetujejo več gnojit, zato da bi več zrastlo. Jaz pa govorim o rodovitnosti zemlje, da bi boljši zrastlo, ne več. Ker tistega imamo že zdaj veliko, ki je za ovco neuporabno. Tako da najprej bo treba napraviti ta korak, izboljšati zemljo s pomočjo živali, potem bojo pa tudi zaslužki z rejo ovc večji. Ne, da bi bolj poceni hrana bila, ampak da bi zaslužki večji. Doktor, kako to mislite? Z nadzorom nad njimi. Nadzorom nad tem, kaj bojo živali na zemljišču opravile. Lahko določene faze reje, prehranskem nivoju, ovca ima 2 jagnjeta, takrat mora ovca imeti prednost. Takrat mora najboljše dobiti, ampak to je 2 meseca. Naslednjih 10 mesecev ali pa 8 mesecev mora pa ovca napraviti korist za zemljišče. Mora gnojiti, mora pogazati, ja, in krmovje nazaj držati. Ja, to je tisto nekaj, kar se z denarjem ne da kupiti. In recite, povejte nam, kaj je tisto več vredno? Zelo preprosto razložim to velikokrat. Kaj je več vrednega v tem mesu, mleku, siru iz pašne reje? Predvsem so to proizvodi od živali, ki so odporne. Odporne so proti neugodnim vremenskim vplivom, ki so od zunaj, sonce na njih sije, včasih je malo preveč mraz, veter, dež. Vse to napravi živali odporne. In če bomo jedli meso odpornih živali, bomo morda tudi mi odporni. Če pa bomo jedli meso živali, ki so z zdravili ohranjene po zdravju, pa mi ne bomo več zdravi.
ker bomo pač preveč teh farmacevtskih sredstev pojedli. Mi dva se še spomniva, kako smo hoteli naša zemljišča nadgraditi tako, da smo povečevali doze dušika, da smo dejansko intenzivno gospodarili na našem travinju. Kako o tem? Pot tista, ki je že pred časom minila, ki so želeli s čim več dušika povečati pridelek, pri tem pa siromašiti zemljišče, in že takrat je bila moj predlog pravilno usmerjen, ker zdaj ekološko kmetovanje ne smejo dušika toliko uporabljati, ne smejo imeti preveliko obtežbe živali. Pač tisto je bilo morda z velikimi odmerki dušika za tisto dobo, ki je minila. Za zdaj pa moramo predvsem veliko vrniti zemlji, da bo postala rodovitna. In se vračam zopet na začetek. Če bomo imeli rodovitno zemljo, bomo imeli potem tudi velike pridelke, predvsem pa kakovostno hrano in poceni pridelavo. Pa velikokrat smo se pogovarjali tudi o celodnevni paši, paši po noči, paši preko vsega leta 365 dni. Tudi kaj negativnega se je včasih slišalo, no kaj nam lahko poveste? Mislim, po izkušnjah, ki jih imamo zdaj v zadnjih 10 letih, tam, ki so to upoštevali, sem še bolj pogumen pri tem. Predvsem živali v zimskem času lahko opravijo veliko koristnega dela na opuščenem zemljišču. Zato, ker moramo živali takrat krmiti, ker tam nič ne zraste, in tisto, kar ostane na takem zemljišču, to so iztrebki, je seč, je izjeda mrve, to potem izboljšuje zemljišče in to je edini način, da izboljšamo zemljišče. Živali nam pomagajo, v zimskem času so bolj učinkovite. In še en tak odgovor imam, v zimskem času so živali bolj učinkovite proti grmovju. Zakaj? Zato, ker sovražnika najlažje premagaš takrat, ko spi. In grmovje pozimi spi. Če ga živali objedejo brste, potem ga bo zagotovo vse manj tudi v tej Sloveniji. Projektu Na pot bi lahko vzkliknili, da bi bilo veliko ovc na naših pašnikih, na naših senožetih, pa da bi tu in tam obgrizle tudi kakšno grmovje. Da bi le bilo veliko vsega tega v tisti beli krajini, tudi pri nas na Dolenjskem, suhi krajini ali pa drugod. Saj to je najcenejši način prehrane.